a se še komu zdi, da smo nekaj pozabili? Drugač. Jaz imam full feeling. Tak klobuk. Ne, ni to, nekaj drugega. A se komu zdi, da smo nekaj Ja, oddajo nares mogoče. Že 3 mesece. Ja. Sam še nekaj manjka. Ja, Daj no, sodelujte, kva manjka, nekaj manjka. Sabine ni. Logično. Ja, se zato tudi oddaje verjetno ni, ne? Ja, valjda, sem ben ne ve, kva sploh dela. Ja, mislite, da bomo zmogli? Bomo zmogli? A probamo? Bomo, ja. Dajmo probat. Za Sabino. Hashtag prej kot Sabina. Torej, dragi gledalke, dragi gledalci, danes bova Žigom načela, odprla, zaprla, ne vem, kaj še bova naredila, z eno perečo temo in sicer beseda bo tekla o tehničnih ovirah. Torej, Žiga? Petra bo proti, jaz pa za. Žiga moj, če ti čist plastično ponazorim. A vidiš tale stolček tukaj? No, daj vam reči, tehnična ovira. Tehnična ovira. In če jaz tole postavim, me to ovira, kaj če bi jaz tebe mogoče rada objela ali pa bi eno toplo besedo ti rekla, ampak ne morem, ker imava tukaj tehnično oviro. No, isto smo naredili s temi begunci, ogradili smo se stran njih, kot da niso ljudje. Tukaj se ne gre za neko objemanje, pa za nekakšno ljubezen, tukaj se gre za ljudi, ki iščejo boljši način življenja. Ampak tle ne smemo spregledati to, da teh ljudi mi ne poznamo. Tudi jaz bi tebe, preden bi me začela objemati, da bi te rad najprej nekaj spoznal, ne? Sicer zaradi tega ne bi rabil nekakšnih tehničnih ovir, ampak tukaj za to maso ljudi pa potrebujemo nekaj, da jih lahko kontroliramo, spuščamo čez, da lahko imamo nad njimi nadzor in pregled. A pa je to res žica z britvicami, kar potrebujemo? Da. Ok, lej Petra. Ta begunski val, to so take enormne količine ljudi, taka številčnost, da Evropa tega ne bo mogla prebaviti. Ni prostora za vse. Kaj se bo zgodilo, ko ljudje, ki razumno hočejo imeti nekaj boljšega, prišli nekam, kjer ne bo več nič, kjer pač jim bo rekla neka, ne vem, naprimer Nemčija, ne, za vas pa ni več tega. Kaj misliš, da se bo zgodilo s temi ljudmi? Kam bodo šli? Že zdaj so se prestavili iz Nemčije v Italijo in so zdaj na naši zahodni meji zaradi tega, ker so jim Nemci rekli, pač toliko cajta vas bomo popisovali, toliko postopek traja in so rekli, pač, da za nas je to predolgo. Ja, Žiga, jaz se čisto strinjam s tabo, da Evropa takšne kapacitete nima, da bi toliko beguncev sprejela, ampak mi da govoriva o tehničnih ovirah, ki jih je postavila Slovenija, o ograjah z britvicami, ki so totalno nehumane. In mislim, da to tudi ne bo rešilo tega, da Evropa nima dovolj kapacitet. Pač vemo vsi, da izvor tega problema beguncev je nekje drugje, ampak reševati ga moramo pa zdaj tukaj in mogoče smo se ga na malo nehumani način lotili. Ok, Žiga, ne bom te več obremenjevala z begunci, pa tudi mislim, da danes ni najina tema begunci, ampak bolj te tehnične ovire, kot jim lepo reče naša vlada. Bi te pa vprašala, ti si lovca, ne? Kako se ti pa zdi humano do živali mogoče, ker je to kilometrov žice postavljene po slovenskih mejah, tam to je tudi naravni habitat živih biti in ti kot lovc bi mogel biti zaščitniški do njih. Kaj pa na to praviš? Kle me pa imaš. Proti tem sem pa proti. Torej si proti tehničnim oviram? Sem proti temu, da se vanjo ujame divjad, da pa zaradi tega, da pa omejuje, pač kje hodijo okoli begunci, pač te migranti, pa druga stvar. Oni se bojo umaknili, divjad se pa ne. To je res. Sicer pa Žiga, jaz mislim, da imamo mi dost usposobljenih ljudi na oblasti, da bodo te probleme rešili. Tokrat sem se namesto nekega rock ali metal koncerta udeležil hip-hop večera, ki se je odvijal v klubskih prostorih Zavoda za kulturo in mladino.
Po daljšem pauziranju sta pred publiko ponovno stopila medvoška reperja Markan in Žare. Ampak kot prava muzičarja sta tudi med pauzo ustvarjala. Midva so bila skozi na sceni, sem tako, kva da rečem, izdajali smo komade malo na internetne podlage, zdaj se pripravlja tudi na originalne inštrumentale, Žare isto pripravlja, tako da skozi nam nekaj dogaja, sam ne nastopamo toliko pogosto, sploh pa ne zaston, ne. Sicer naveza Markan Žare sega že daleč nazaj, v njune osnovnošolske dni, ko sta se začela zanimati za kovanje rim. Jaz njega sem že poslušal tako pisa od osnovne šole, srednje šole, tako nekako. In pol itak, smo se začeli več in več družiti, tudi Edota sem spoznal z njimi, ker sta pol največ naredila materijala tudi skupaj. Tako da, pol sem pa še, sem rekel, da pisa, jaz sem tudi nekaj še začel spet nazaj pisati, ker drugače sem pisal že prej, sam sem videl, da to ni bilo to, ne. Pol sem začel pisati, pa sem rekel, da povej, je cool. Da sem rekel, da spremeni še to malo, pa bomo pol, da vidimo, sem napisal drug tekst, Živimo život enke, je prišel prvi komad z njimi ven, tako da to je to. Poudarek dajeta na realnih temah, ki jih vidite v svojem vsakdanjem življenju ali pa sta jih izkusila. To so tudi teme njunih besedil. V bistvu, gledaj, mi delamo tako, povemo točno tisto, kar mislimo, delamo, kar čutimo, pa če je raj všeč, pa še toliko bolj, no, a veš. Tako da ne trudimo se ugajati, smo to, kar smo, pa folk, imamo dosti socialno se dotaknemo lajfa, no, socialne te teme, životne, od delovskih prič do, ne vem, do ulice, do vsega, tako da imamo ogromen zapovedati, zato ker smo ogromen tudi v lajfu dal čez, no. Tako da, gledaj, 30 ko imam in nekaj sem že dal v lajfu čez, tako da tudi imam kaj zapovedati in leta izkušnje naredijo tudi svoje, ne. Tako da naprej tudi, kar se bo delali materijala, si bomo vzeli čas pa naredili za prav. Bistvo dobrega rap komada je pristnost besedila. Finta je v tem, da publika začuti avtorja in njegovo sporočilo. Največkrat so teme zgodbe o ljudeh z družbenega dna. Jasno pa je, da se najde tudi prostor za lepše stvari v življenju. Komercializacija je imela velik vpliv ne samo na razvoj rap glasbe, ampak glasbe nasploh. Ko gre enkrat glasbeniku le še za denar, glasba izgubi dušo. Vseh rap izvajalcev ne moremo slišati na radijskih postajah. Njihove plošče ne pridejo na najvišje police v trgovini, vendar to še ne pomeni, da izvajalec ni dober. Mnogo se jih izgubi med uredniško in založniško selekcijo, zato moramo te sami poiskati po policah ali spletu. Velik dejavnik pa so tudi poslušalci. Ker, naprimer, kva je začel folk poslušati, pač glihuno, kar sem prej rekel, začel je poslušati nabijanje v prazno, pa važno, da od zadaj suva dobra muzika, a ne. Pač in pol mu je važno to, da muva z glavom, v bistvu pa tisto, kar pa, naprimer, artist pove pač svojim srcem, svojim dušem, da vse prilije na papir, da res pusti dušo gor na inštrumentalu, pa vse to. A ne, to pa dosti folka je nehal štekati, a ne. In tukaj se je po moje, da tudi dosti zgubila ta varianta, ampak tako, kot je Markan rekel, pač artistov je pa, kad delajo take stvari, pač jih je ful velik, sam folk jih more poštekati, no. Da sploh poštekajo zadevo, kva hoče model povedati, svojom zgodbo in to, a ne. Da ni neki nabijen, je res oprazno, a ne. V Medvodah je rap scena močna in premore kar nekaj umetnikov. Smo že kar dolg časa kle, delamo, ustvarjamo, lej, trudimo se, no. Ni zdaj, ne vem, da sebe nekaj dvigujem ali pa spuščam, ni, realno bom napovedal, trudimo se in Medvode, ki eno malo mesece imamo kvalitetnega repa za pokazati. Pa še, kar je najbolj važen, imamo lirike, za katerimi dejansko lahko stojimo pred komorkoli, kadarkoli. Imamo pa tudi liričare, pač, ki delajo bolano zadevo, ampak nikoli ne slišal noben za njih, a ne. Zaradi tega, ne izdajajo. Ja, ampak zadeva je pa taka, da je bila bil pač številka 1, naprimer, v Sloveniji na splošno. Moj mnenje isto se strinjam. Kot posebni gost je nastopil tudi reper Skendo iz Ljubljane, ki je narod zabaval še pozno v noč. Tovrstne hip-hop večere bodo v klubu Jedro še pripravljali, vendar ne prepogosto, pravita Markan in Žare. Na naslednje pa vabita vse, ki jih ta zvrst zanima. Ni jima važno, a je pred odrom 100 ljudi ali pa samo 30. Važno, da se imamo fajn. Pozdravljeni Džumbusmani na predprazničnemu praktičnemu nasvetu, kjer vam bomo dali tudi mi darilo za Miklavža, Božička, Dedka Mraza, se ni važen, in sicer 2 praktična nasveta za boge revne študente v enem. No, tudi dijaki niste glih parnarja, ne. Tako da,
pač, kaj bomo naredili, da si lahko v svojem stanovanju za nikrni najeti sobici ali pa pač mogoče v sobi v domači hiši naredimo tudi nekaj prazničnega vzdušja. Za začetek, kaj rabimo? Tako, najprej bomo pripravili našo veselo decembrsko skledico presenečenja. Lahko sicer date pa tudi noter kakšne sladkarije, da bo res skledica presenečenja, vmes skrijete, ampak za začetek bomo pač naredili to samo z okraski, lučkami in božičnimi okraski, ki imajo lahko tudi to pentle gor, to nič ne moti. Živjo, jaz sem Nina Kozamernik in sem stara 20 let, študiram logopedijo in surdopedagogiko, drugače sem pa preveč natančna, organizirana in rada aktivna. V folkloru sem začela plesati po mojem v 1. ali pa 2. razredu, pa sem jo plesala celo osnovno šolo. Šli smo tudi na Švedsko s folkloro, to mi je ostalo zelo v spominu. No, potem, ko je pa naša folklorna skupina razpadla, so se pa začele oblikovati Sorške kresnice in v bistvu nisem takoj začela peti pri Sorških kresnicah. So one imele že en svoj koncert, potem je pa manjkalo tega petja, ker sem nehala peti in v srednji šoli in pri folklori, tako da sem se odločila, da bom začela hoditi Sorškim kresnicam in sem se pravilno odločila, ker tam pojem še zdaj po 4 letih in se imamo super. Najrajš pri kresnicah pojem, ne vem, ne moram povedati, kaj najrajš pojem, zato ker mi je vse v redu, ampak zdaj smo imeli ljudske pesmi in se mi zdi, da so nam bile pisane na kožo in tudi meni so všeč, ker imajo nek svoj čar. Ne vem, vsaka regija je drugačna, ima drugačne ljudske pesmi, tako da te so mi bile zelo všeč. Drugače pa tudi Črnska duhovna mi je všeč. Kakšne umetne, mogoče malo manj. Pojem pa drugače prvi sopran, to je najvišji glas in včasih se moram prav zelo matrati, da pridem v tiste višave, ampak tudi to gre z vajo. Zelo všeč mi je pri kresnicah, ker se lotevamo raznih, tako bi lahko rekli, projektov in sicer, da bi bil vsak koncert malo drugačen. Lani smo imeli koncert narodno-zabavne glasbe, ki je bilo zelo tematsko obarvan in to mi je bilo zelo všečno. Zdaj pa pripravljamo koncert dalmatinske glasbe in to res, ko mi čakam, že vadimo in se imamo super. To mi je všečno, tako, ker si zastavimo kot nek projekt, da ni samo koncert, ampak da je še celo ozadje, tematika, videoklipi kot vabilo, kako poteka nastop, da je nek scenarij, da ni samo golo napovedovanje, da smo oblečene tako. To mi je super pri kresnicah, ker se res lotimo projekta, ne pa samo kot nek koncert.
Ja, bomo videli, kako bo, zaradi tega, ker počasi smo v tistih letih, ko bo ena je že mamica, še kakšna bo ratala mamica, pa bomo videli, če bomo ostale, ja, jaz se absolutno vidim pri Kresnicah, ker smo dober tim, smo same ženske, včasih pride do kakšnih krešenj med Kresnicami, ampak se da vse zmeniti in smo ena taka ekipa, ki se zna razdeliti naloge, sodelovati med sabo, komunicirati in tudi, če gre kdaj kaj narobe, nam na koncu recimo, da vedno super uspe. Tako da, če bomo čez 5 let še vedno pele in upam, da bomo pele, se jaz definitivno vidim tam. Ja, nastopanje ti definitivno pomaga pri kakšnih stvarih v življenju ali pa recimo meni na faksu imam veliko seminarskih nalog, ki jih je treba predstaviti, pa se je treba naučiti tekst, pa povedati tako, da je zanimivo in mogoče, oziroma mislim, da mi je to nastopanje, pa to, da zgubiš tremo pred nastopanjem pomagalo na faksu, pa tudi tako v življenju, ko je treba kdaj kaj povedati ali pa izraziti svoje mnenje ali pa mnenje večje skupine, se mi zdi, da mi ni več tak problem, kot mi je bil včasih. Ja, jaz študiram logopedijo in surdopedagogiko, to je en faks, ki pa si na koncu v bistvu lahko izvajaš 2 poklica. Logoped se ukvarja z govorno-jezikovnimi motnjami, pa to ni samo slaba izgovorjava črke R ali pa Š, Č, Ž, tukaj not pridejo tudi razne bolezni, ko človek ne more več govoriti ali pa ne razume govorice, je veliko bolj zakomplicirano, kot pa sami R, Č in Ž, kot ljudje ponavadi mislijo. Surdopedagogi se pa ukvarjajo z otroki, ki so gluhi oziroma naglušni in imajo zaradi tega težave v šoli in jim pomagajo, da premostijo te težave. V bistvu nisem vedela, kaj bi študirala. Nisem bila v nobeno smer tako zelo zagreta in sem brskala po spletu, kateri poklici pa kateri študiji sploh kaj obstajajo. In potem sem našla to logopedijo in surdopedagogiko, ko v bistvu sploh nisem vedela, kaj pomeni, ampak mi je bilo zanimivo, ker je bilo tako nekaj novega, potem sem šla pa gledati in me je začelo zanimati. Šla sem na informativni dan in me je tam ena profesorica čisto navdušila in me še zdaj navdušuje na predavanjih. In sem si rekla, da je to in sploh nisem razmišljala več o drugih stvarih. No. Ko bom doštudirala tam čez 4 leta, trenutno bi se rajš usmerila v logopedijo in sicer v klinično logopedijo, ker me trenutno najbolj zanimajo kakšne nevrološke bolezni. Ampak to ne drži še kot pribito, zato ker me zna odnesti v čist druge vode tudi. V naslednjih nekaj minutah pa si poglejmo pridelavo naravnega usnja Marjana Petača. Ja, kva pa so to za ene muce? Aja, to sta pa Tara pa Matic. Ja, čau. A vaju pa še ni Marjan najdu? Ne, še ne. Aja? Ja, pa si Bobna bila pa ta prava. Tokrat smo si džumbusmani ogledali malo drugačen poklic. Tak, ki je bil zelo popularen že od srednjega veka naprej, dan danes pa ta obrt zamira. Ta poklic je poklic usnjarja. Sam poklic nam je Marjan Petač, usnjar iz podjetja Naravno usnje iz Goričan, opisal takole. V začetku je to dirty job, ne. To se pravi, delo je precej umazano, čeprav nič bolj umazano kot, jaz ne vem, kot, ne vem, kmečka opravila ali pa mesar ali pa, ampak vsem vrlina, material ti mora biti všeč, se pravi, to moraš čutiti,
Mislim, nekaj moraš čutiti do tega materijala in hoteti je treba, da ti nekaj lepega rata iz tega. Navkljub temu, da sta krzno in usnje danes iz mode, je ta poklic še vedno pomemben in profiten, saj se z njim ukvarja zelo malo ljudi, čeprav se usnje in predvsem pergament, ki je en izmed glavnih produktov tega poklica, še vedno uporablja pri rekonstrukcijah starih srednjeveških kodeksov. Ta moj način je pa pravzaprav način, ki je bil, ki so delali pred 300 leti, pred 500 leti, še bolj nazaj, točno na ta način. No. In ne gre tako hiter, stroji se približno 3 mesece, dejansko pa ne vsebuje ta usnje nobenih kemikalij in je čist ekološko sprejemljiv, zato ker je v bistvu samo tanin. In tudi zato ga uporabljajo za rekonstrukcijo starih kodeksov. Ker pravzaprav je čist identičen kot tisti, ki je bil na kodeksu prej, ki je bil že 500 let star, recimo. In dejansko v arhivih ali pa tako te restauratorji si ne morajo privoščiti, da bi zdaj dal en usnje, ki vsebuje kromate ali pa soli pa kisline na tak kodeks restauriran. No, zato je ta moj del pomemben, jaz to delam zato. Poleg pergamenta pa izdelujejo tudi torbice za okoli pasu, knjižice in žurnale ter več različnih vrst bobnov. Isti material, ki pa pergament, je pa tudi opna za bobana, ne? In izdelujem zdaj tele srednjeveške vrste bobna. To je renesančni boben, Leopold. Imam dve velikosti. Tole je višji, pa nižji boben. Zanimivo pa je tudi to, da izdelujejo tudi bobne, kot so jih uporabljali šamani in vrači v daljnih časih in kot jih uporabljajo še danes ponekod po svetu. To je pa tak boben, ki je v bistvu samo opna čez napeta in se ga takole oglasi. To je pa v bistvu naš šamanski boben. Kot sem že omenil, ta poklic danes zamira, zato se je zanj težko izuriti, a če je volja, se da izuriti tudi za to. Za ta poklic je bila včasih šola v Domžalah, ker je pa zdaj ni več in je zelo težko, da bi se tako nekako uradno preko šole. Najbolj enostavno bi bilo, če ima človek srednjo šolo opravljeno, potem bi se pa verjetno tako po dualnemu sistemu, pri kakšnemu mojstru, da bi se učil, ne. Sam poklic je zelo zanimiv, če človeka to zanima, seveda pa je lahko na trenutke tudi malček srhljiv, sploh če se ne pozanimaš, kaj pravzaprav delaš. V bistvu dobil od enega gospoda iz Zagreba, ki je prinesel v enem kozarčku en košček pač kože in je rekel, če bi lahko ta košček prepariral in če bi se dal, da bi to naredil, rekel, čim večji, da bo pač tako nekako en rom dal. Jaz nisem sprašval, sem rekel, pač če so želje take, bomo pa naredila, ne. No in dejansko vzamem skalpel in sem to naredil, prepariral in med dva stekelca sem dal in to stisnil močno in tako, da sem to razširil pa raztegnil, kakor se je le dal. No in ko je bilo suho, sem ga poklical, je prišel, je bil izredno vesel, je rekel, zdajle bom imel slikarsko razstavo dol v Zagrebu, je rekel, pa mi je potem tudi uradno vabilo poslal. Je rekel, tole, kar si zdaj naredil, je moj kožni rak, ki so mi ga ven izrezali tle nek na vratu. No in mene je kar malo raztresel, ker jaz nisem sploh vedel, da sem delal človeško kožo v bistvu, ne. No in on je ta znamne in to sem mu jaz naredil, on je to na razstavil in je napisal pač, da umetnik prodaja ali razstavlja svojo kožo. A navkljub občasno srhljivim strankam je poklic še vedno zanimiv in bi bilo škoda, če bi zamrl, tako da, če vas to zanima, poiščite vam najbližjega usnarja in ga poprosite, da vam razkaže svojo obrt in pripomorite k temu, da se bo ta obrt ohranila. Ja, lep pozdrav,
spet je zbilska nareza v igri. Ja, evo naju. Spet bova malo skuhala. Danes sem se odločila za zelo poceni obrok, oziroma kar zastonj vse, kar rabimo, je malce elektrike. Ne? Torej, sveže iz gozda kostanček, tlele ima še malo ledu gor. Danes ga bova spekla, ne vem, Matic, kakšen je tebi ljubši, kuhan ali pečen? Jaz načeloma sem pristaš kostana, kakršnekoli oblike je, ali je pečen ali pa kuhan, tako da načeloma mi je v bistvu vse, ampak danes bomo eksperimentirali s čemu. Danes bomo delali pečeni kostan. Zdaj kostan je treba prerezati toliko, da pač da ne poč, da ga ne razgon, še bolj po domač, in ga dati na primerno temperaturo, to ravno kar počneva. Zdaj tehnike so različne, lahko ga samo takole po dolžini prerežemo. Lahko ga režemo tako. Lahko ga po lesarsko, kot temu prav Matic. Ja. Lahko takole naredimo en križek, pa se pol to lepo odpre. V glavnem, sami si izberite, ker vam je najljubša tehnika, pa paste se na to urezati. No, Petra. Evo še zadnji kostanček. Tako je. Pravi jesenski kostan. Zbilski kostan. Zdaj bomo tole pozbilsko pokrili. Zdaj pa lahko počakamo par minut. Pustimo cirka 15-20 minut, vmes malo premešamo, da se lepo kostanček popeče. Mi bomo to zdaj po televizijsko naredili in bomo naprej prevrteli čas, tako da se vidimo zelo kmalu. No, jaz mislim, da je tole že, Petra, kaj pa ti misliš? Ja, nič malo poglejva, no. Kostančki so odlični. So se tako lepo malo odprli, taki lepi so, vidiš, da so zapečeni, vroči so. Kar, po mojem je to to, no. No, daj, ti kar tole stres. Tle smo naštimali eno posodo s servetom. Zakaj servetom? Zato, da mi tele kostančke, dobrovoljčke, le kar smejijo se nama, le koliko so lepi. Takole. In jih potem še malo pokrijemo s servetom, zato da odjenajo. Kaj to pomeni? Pomeni, da se bodo potem lepše lupili. Tako. Mi dva lahko to gasno. To je zelo praktična jed. Ja. Takrat, ko se da kostan jesti. Zraven pa še kakšen kozarec domačega mošta. Tako. Ampak žal je zdaj Svet Martin že iz mošta naredil vin, tako da boste mogli improvizirati. Če ste stari 18 let, lahko spijete tudi kozarček vina. Če ne, pa jabolčni sok bo čisto redu. Ja. Več? A najbolj da probava? Probava, če se da že odpreti, če ni še prav vroče. To so že skoraj sami odprli, ker so jih tako dobro naredile. Takole lepo so lup. Lepi kostani so. Super, ja nič, najbolj da probava. Pa še sladek je. Fantastično. Ne, res je dober, no? Probite, super je. Ampak ne nam ga kladiti po zbiljah. Pri tabornikih sem, mislim, da že 9. leto. Začela sem hoditi v bistvu, ker je moja prijateljica hodila in me je povabila zraven in mi je bilo všeč. Tam so se dogajale super stvari. Zdaj sem pa vodnica Medvedkov in čebelic že 5. leto. Poleg tega sem pa tudi načelnica rodu, to pomeni, da sem odgovorna za program, ki se v celotnem rodu dogaja. Mi pa zraven pašejo tudi kakšne druge stvari, kakšna birokracija oziroma administrativne stvari moram izpolnjevati, kar mi ni čisto všeč, ampak vse druge stvari odtehtajo to.
Ja, to, da sem odgovorna za program, ne pomeni, da vse sama naredim. Pri tabornikih zelo timsko delujemo in trenutno smo dobro vodstveno, se razumemo med sabo, imamo tudi dobre ideje, tako da si porazdelimo naloge, pa kdo bo kaj naredil. Jaz sem bolj za to, da forsiram pa jih preganam, da morajo to narediti. Prav kot program me pa čaka letos, pa tudi lani sem že bila taborjenje, sem bila taborovodja, no tam pa moram narediti program za čez cel tabor, ampak tudi si porazdelimo med sabo stvari in ni mogoče toliko naporno, kot se sliši. Ja, tabornike vsi povezujejo z ognjem, s šotori, s spanjem v naravi, bivakiranjem, kar je tudi res, ker to veliko počnemo, ampak to ni samo sebi namen, to ima korenine nekje drugje, ker taborniki želimo, da smo in da otroci postanejo samostojni, da znajo pomagati drugim, da postanejo odgovorni, da ratajo aktivni državljani in se mi zdi, da tudi se najdem v teh 3-4 opisih tabornika. No. V decembru imamo planirano čajanko. To je tudi tipična taborniška akcija, kjer je pa bolj poudarek na kakšnih delavnicah, na kakšnih ročnih delih, pa tudi je malo v božičnem vzdušju. Mislim, da se bomo taborniki predstavljali tudi na temule prižigu luči, če nam rata prideti zraven, ker smo malo pozni. Bomo pekli palačinke in jih ne prodajali, da jih bomo zastonj dajali. Tako da se bomo tam malo predstavili. Pol ena akcija, ki se mi pa zdi tudi mogoče omembe vredna, je pa, da bomo nekje spomladi organizirali oziroma v sodelovanju z temi zavodi, ki so, ne vem še čisto točno, organizirali čistilno akcijo čez dan, zvečer pa neko druženje ob ognju, ampak si predstavljamo, da bo ta ogenj nekje sredi centra Medvod in bi zraven povabili tudi še vse medvoščane in pač ne tabornike, ki si želijo priti zraven, tako da se tudi malo spromoviramo, pa da nas ljudje malo vidijo. Potem pa itak pride še tabor polet, ki ga vsi komaj čakamo, pa še kakšna manjša akcija vmes. Tabornik si ali pa nisi, tako. Jaz mislim, da ne moreš kar nehati biti tabornik, ker če si že toliko časa v tem noter, pa kot otrok, pa kot vodstvo, da ti zmeri nekaj ostane, pa če nisi aktiven, pa še vsem čutiš neko povezano s temi taborniki, tako da ja, definitivno mislim, da čez 5 let sigurno še aktivna, čez 10 let pa če ne že aktivna, pa še zmer se vidim na kakšni akciji zraven ali pa svoje otroke vidim pri tabornikih. Ja. Ja, v prostem času tudi rada plešem. Plešem že od majhnega, od ritmične gimnastike, hip-hopa sem probala, zumbo, pa še kaj drugega, kdaj pride zraven. Tako prosti čas, ki si ga pa sama zorganiziram, grem pa zelo rada v hribe s fantom ali pa na kakšen sprehod, pa na kakšen izlet grem zelo rada. Včasih pa se tudi sam na kavču sedem, pa kakšen dober film rada pogledam. Šla bi potovati, sigurno. Če bi imela denarja neomejeno, oziroma toliko, da bi šlo skozi, bi šla po svetu. In imamo obteženo vazo, ki se niti ne vidi, da pač je obtežena. In pripravljena za vejo. Tale se meni ni zdela čisto preveč dobra. Torej, prve je pomembno, da ima čim več telih vejic, da se lahko pol stvari gor zataknejo in da je čim bolj gladka, da si jo čim lažje pobarvamo.
Torej, tale ni ustrezala našim standardom. Šcveja. Torej smo se odločili, da bomo vzeli eno novo in sicer, ki bo prava za našo džumbus vejo božičnico. Naslednja faza, zdaj, ko imamo okrašeno in obteženo vazo, je veja, ki smo jo predtem že lepo pošpricali z umetnim snegom. Najdemo težišče veje. Takole. Pač ja, med tem umetni sneg pada dol, ampak se mi zdi, da to pač nič ni problem, še bolj pristno vse skupaj izgleda. Torej, vejo imamo zdaj sfokusirano in potem se lotimo okraševanja. Pač lahko dodate take stvari z še dodatnimi mašnami. Jaz sem si sposodila namreč od vsakega prijatelja mame in babice par okraskov, da mi jih ni bilo treba kupovati, ker sem pač reven študent. Voilà! Ena od opcij je tudi, da sploh ne dodamo okraskov, ampak da pač damo gor samo lučke. Ampak znajo biti včasih lučke preveč težke in zelo težko najdete neko težišče in pač dosti veliko in še vedno tenko vejo, da ta stvar ostane fokusirana. Smo imeli že nesrečo prej, tako da pač jaz bi vam pol reč svetovala, da mogoče ta učinek lučk, pa tudi lučke ni najboljš, da so na pravem lesu, da jih pač takole ovijete okoli. Pač mičken, da pač polepšate še ta ambient okoli. To je pa to. Pa imam pa še eno idejo, ko se konča prazniki, ne? Pa pač vem, da punce pač imate rade kakšne take okraske celoletne. Sad te okraske ali se pustijo gor, kakor želite, ali se jih pa pač sname. Torej, vejo pač pustimo še vedno snegom, oziroma dokler pač kolikor snega odpade, do takrat pač odpade. In potem lahko punce uporabljate to vejo tudi za pač nek poseben dodatek oziroma ja, dekoracijo svojega stanovanja. In tudi zato, da pač vse vaš nakit in te stvari ostanejo na nekem mestu in prav tako izgledajo zelo privlačno. In to je to. Ej, ti si Saša! Ej, ne mislim povek, da si ti začela s temi stvarmi tlelela ukvarjati. S kolesom? Ja, ne vem, kaj je to. Pred pol leta. Jaz tale ugotavljam, da tale šport res ful ni zame, ne. Ampak še vse. A bo? Ne, ta tvoj, karkoli je tole cestne prometni predpisi, pa tole oranžen meni nič ne pomaga. Kaj je to za en šport, no sploh? Kolesarstvo, valjda. Ja, kolesarstvo, ja. Glej, mi, fanti z vsi mislimo, če gremo na kolo, gremo do kakšne punce, a pa kamorkoli, to je nekaj drugačen kolo, to je pač... Ne, tole je pa kar cesten kolo. Cesten? Dost leti. Ti si rekel, da se ukvarjaš s tem in to treniraš. Treniram. Se pravi, daj mi ti povej, kako potekajo ti tvoji treningi, pa tekme, pa to zato, ne, karkoli je to. Za kolesarstvo? Ja, odvisno v katerem delu sezone. Zdaj, če se pripravljamo na sezono, vozimo skupaj na treningih vsak dan skoraj. Vozimo po cesti, kakšne od 60 do 80, mogoče kdaj tudi 100 km naredimo. Pol pa po zimi pa laufamo večinoma gor na Šmarno goro ali pa moč delamo v klubu. Tako, različno. Vem, da si ful nekaj čudno oblečena, nisi lih za ostalo oblečena. Tako da daj mi povej,
kva mora vsak kolesar ali pa kolesarka imeti, da je kolesar? Da mu rečeš, da je kolesar? Najpomembnejša je čelada, to je definitivno. Ja. Drugo, mi imamo čevlje, ki smo gor pripeti na kolo, zaradi tega, da nam noga ne zdrsne v šprintu. Tretje, zdaj odvisno, koliko hočeš, da leti, koliko hočeš imeti dober kolo, ne. Četrto, rokavičke, sicer jih jaz zdaj nimam, pa nujno bidon. To je malo pomaga, da ti ne drsijo preveč roke po balanci. Ampak to je verjetno finančno kar velik zalogaj, tako da to ali krijete sami, ali krije klub, zveza? Zaenkrat še sami, ampak imamo tudi omejen, pač, da nimamo še kronometrskih koles na kronometrskih dirkah, skozi vozimo samo z enim kolesom, tako da pač kolo je drago, ostalo je pa v redu. Ok, se pravi, če si rekli, da je to cesten kolo, predvidevam, da se voziš po cesti. Se pravi, si deleženka prometa. Kako, verjetno si že kdaj doživela, kako drugi ljudje gledajo na vas? Ja, glejte, zdaj, če par sekund tisti avto počaka, da se mi malo umaknemo z ceste, je čisto normalno. Oni se v avtu lahko normalno pogovarjajo, kako ne se mi ves čas držimo skozi en za drugim, pač malo se moramo tudi pogovarjati vmes. In dosti bolj mi skozi vozimo, čeprav mi zelo na treningih zelo lepo vozimo, mi skozi vozimo ali ena tam, ki je vsko, ali pa dva tam, ki se da. Ok, vsi vemo, da je ta športnica še že od nekdaj. Daj mi povej, kakšna je glavna razlika med tekom na smučeh pa tekom na kolesu, na kolojih? Ja, sicer sta oba zelo naporna športa, jaz bi rekla, da mi je kolesarstvo zelo malo težji. Ampak vzame pa tek na smučeh veliko več časa, pa veliko več predanosti, ker je veliko več tehnike in vsega. Tle, ko enkrat tehniko osvojiš, mislim, ni toliko za osvojiti sploh tehnike. Ja, v glavnem, veliko več časa imam, ampak so pa bolj naporni treningi. Kje ti sebe, Sašo Žalbiku, Navar vidiš čez natanko 9 let in 2 meseca? Ja, to imam namen ugotoviti naslednjo sezono, ker sem letos šele začela in sem bila na šele parih dirkah. Mi je bilo ful všeč in ful noro, ampak naslednje let bom pa videla, če sem sposobna biti zraven tudi. In, ja. Kako bi tvoje življenje izgledalo, če ne bi bilo športa? Šport ne obstaja. S čim bi se ukvarjala? Si pa ne bi znala predstavljati, ker treniram že 4. leta in skoraj vsak dan treniram in si ne bi znala predstavljati. Kako se pripravljaš na samo tekmo, kakšne psihične priprave in prej na teku na smučeh in pri gasilcih in zdaj pri kolesarstvu, kako se pripravljaš? Pojim čim več ogljikovih hidratov. Imaš še kakšen drug hobi poleg tega? Ja, v bistvu največji hobi je to zdaj trenutno, pol so tudi gasilci zraven, pa druženje s prijatelji. Pa še vsi ostali športi. Ej, Saša, ful ti hvala za ta izčrpen intervju, ne, pa se verjetno še kaj vidimo, se smo pa le krajani, ne, lepo se imej. Ja. Ej, Saša, pozabil sem te izvod, počakaj. Ok, Saša, si pripravljen, da te en rekreativc s temule kolesom, ki bo nazadnje rabljen pred prvo ali pa celo mogoče drugo svetovno vojno nabija tale zbilski klanček. No, pokaž. 3, 4, zdaj. Ido, nekaj zlate, odlično. Od zadnjega Jumbusa do danes se je dogajalo marsikaj. In da ne bi kakšnemu izmed dogodkov naredili krivico, bomo poročali le o 3. Septembra je občinski svet občine Medvode odločil, da se javni zavod za kulturo in mladino, pod okriljem katerega deluje tudi klub Jedro, pripoji k javnemu zavodu za šport in turizem. Oba skupaj pa naj bi bila po novem združena v novem javnem zavodu, krajše Zavodu Sotočje. Ja, mislim, združitev je bila neizbežna, tako so se pač odločili, jaz imam argumente za, argumente proti. Kaj se bo zgodilo, bo pač pokazala prihodnost. V primeru, da
V primeru, da se bo, kakor zdaj slišim in razumem, delovna skupina na občini dela na način, kot so se te stvari zastavili, verjamem, da bojo stvari v prihodnosti še boljše, kot so zdaj. Ampak se pravimo, počakajmo čas v čas. Javni zavod za kulturo in mladino je novo sezono pričel v začetku oktobra s pregledno fotografsko razstavo o tem, kaj se je dogajalo v sezoni 2014-2015. Sezono je zaznamovalo 94 enkratnih dogodkov in 22 celotnih ponavljajočih se dogajanj. Najbolj ponosni pa so na bivak in počitniško varstvo. V drugi polovici septembra je množica mladih članov kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Sora zastopalo in predstavilo našo občino in državo v Franciji na podpisu pobratitvene listine med občino Medvode in občino Kret. V začetku novembra pa je starejša folklorna skupina Podmladek sorških orgličarjev in vokalna skupina Sorške kresnice program predstavila še v domači Sori. Se spomnim, kako je bilo lepo, kako bilo nam je naklonjeno vreme, imeli smo prijetne gostitelje in mislim, da dejansko, tako kot res sem rekel, eni izjavi so Sorci razturali, no, so res predstavili Medvode v eni toliko pozitivni luči, da je odmevalo tudi po kraju, tudi še kasneje. Potem, ko so nam poslali vse odzive v njihovih medijih, je bilo res to, ta mladost, ta energija, ta zanos je bil posebej izpostavljen. In še nekaj vtisov, s katerimi so se mladi ambasadori vrnili svoje misije v Franciji. Ja, jaz sem na začetku rekla, da bom verjetno uporabljala veliko pantomime, ker sem pričakovala, da Francozi ne znajo angleško, ampak sem dobila učiteljico angleščine za gostiteljico, tako da s tem nisem imela problemov. Ja, ugotovila sem, da to Krajčanom ful veliko pomeni ta pogodba, v bistvu podpis, da so ful gostoljubni, tako kot sem pričakovala. Organizacija je bila bolj tako, če bi bilo mogoče malo bolj tako po regalcih, kot smo pri nas navajeni, bi mogoče imeli tudi malo več časa, da bi šli sami po mestu, bi si mogoče ogledali stvari, ki nas zanimajo, bi mogoče se usedali na kakšno kavo in bi videli prav utrip mesta. Ja, moja pričakovanja so ful izpolnjena, mislim, bilo je ful dobro, pa ful smo plesali, pa se povezali s skupino tudi. Ja, meni je bilo ful dobro, v bistvu ljudje so ful odprti, najboljš mi je bilo, ko smo naredili, ne vem, v soboto tako žurko pol zvečer, ko smo res, ljudje so ful plesali, tudi mi, in je bilo ful zabavno, glavno. Ful je pa dobro. Žurko smo imeli, plesali smo, tako da ja, vse je bilo fajno. Obratenje, upam, da pridejo še kaj nam Francozi, pa da še naše konce vidijo, pa našo hrano, kot smo mi zdaj njihovo probali, ker je čisto drugačna, ker naša, da še oni našo sprobajo. Smo imeli pa zivo srečo, tudi tako, ko so bili dosti prijazni, imeli so tudi lepo urejen, tam pospravljajo oni, ne neki velik, ne, kuhajo v redu, lačni nismo bili. Napakajo te pri kosilu do sitega pa še čez. Ja, jaz bi šel še en krog z avtobusom. A ja, pa sirgurno, preveč sira. Kratka, sam sir v hrani. Ja, vozijo tudi malo čuden. Pa vsi se lupčkajo po potki. Pač ful se imajo radi. Pa da je ful sira. Pa da imajo tako debela stena. Bilo je veliko sira, to so moja velika občutja. Zelo veliko sira, posod je bil je sir na, ne tudi v sladici, bil je sir na pici, brez salame, bil je sir, posod je bil sir. To so moja velika občutja in jih ne morem primerjati z ničemer drugim, tako da to je to. Sledi še nekaj povabil, zakaj neki naj bi se mladi ukvarjali s športom. Zbranih na septembrski športni tržnici. V našem teniškem klubu Spin Medvode imamo izvrstne trenere, vse bivše tekmovalce z licencami, kjer se res v bistvu učimo, vzgajamo otroke na nek pravi športni način. Ni to sedaj samo v bistvu kot neko tekmovanje, ampak jih v bistvu že od samega začetka učimo nekega športnega življenja. Ja, v bistvu vsega je, da se družijo, da se igrajo, da vzljubijo šport. V bistvu sploh ni važen kjer, mi smo pač košarkaši in bi radi videli, da pride na košarko, drugače pa tudi vsi ostali športi ni pomembno, v bistvu samo, da se mladi družijo, da se imajo fajn in da v bistvu prosti čas preživljajo športno
in da se ne potikajo po stranskih poteh. To je bistvo. Urška več kot plesna šola. Zakaj smo več kot plesna šola? Zato, ker ples ni samo ples, ampak tudi zabava, druženje, rekreacija, šport, delamo vse živo, rojstne dnevne zabave, pomagamo otrokom pri delu za šolo tudi, če je treba, ukvarjamo se z njimi, družimo se z njimi, vozimo jih na počitnice. Kot prvo, ukvarjamo se z veliko športi, od atletike, tek na smučeh, nogomet, vse športe. Za otroke je fajn, da razvijajo čim boljšo motoriko. Kot drugo, pri teku na smučeh deluje celo telo, se pravi za rekreacijo, če nisi preveč športno usmerjen. Je tudi eden boljših športov. Odzunaj si v naravi, 90% treningov je v naravi. To so prednosti tega športa in treniranja. Ja, na ritmični gimnastiki se dekleta družijo, zato so vabljene, plešajo po glasbi z rekviziti, na koncu imamo seveda tudi igrico. V bistvu povabila bi kogarkoli zanima na splošno rekreacijo, vadba, ples, da se nam pridruži, pride na vadbo, se poizkusi, preizkusi vadbo in garantirano bo vedno se vračal, ker ponujamo res kvalitetno vadbo, ure plesa, tako da vabljeni vsi od mlajših pa vse do starejših seniorjev. Jaz bi rada povabila vse mlade, ki si želijo aktivnosti v obliki atletike ali kakršnih drugih vadb, naj se oglasijo v športnem društvu EFI. Pridite, splača se. Splača se skozi trud, skozi gibanje. Se gradimo, in vsak hoče biti junak, tako da pridite. 1, 2, 3. Ekipca, a smo ready? Deva. Še Sabinino sklepno dejanje. Sabina je pustila pismo, v katerem je zaupala, komu predaja poglavarstvo Džumbus družine. Režija, prosim, za kuverto. To so pa neplačane prakse. Točno tako. In naslednja glava Džumbus družine je... A, bom že prebrala! Tara! Silvana te kliče. Prosim, da greš Silvani po navodila. Neki te rab. Vi bomo ven vrš nekako. Ja, ne rabimo. Končno znali, če ne bomo to zrihtali. Moramo? En mini rožica? Brez da.